organizacijo, Mladinskim svetom in pa seveda Zvezo društev upokojencev Slovenije. Govora bo seveda o stanovanjski problematiki in o bivalnem standardu, ki je v zadnjem času v ospredju razprav in pa seveda tudi na vrhu stvari in seznamov, ki pestijo tako mlade kot tudi starejše člane naše družbe. Mekos je tako kot predstavnica vseh ranljivih skupin v zadnjem letu kot prioriteto zastavila ravno naslavljanje, iskanje rešitev in pa vzpostavljanje dialoga na tem področju. Medgeneracijsko združenje namreč vidimo tudi kot možnost za poenotenje stališč in generacijskega naslavljanja skupne problematike, s katero se posameznik sooča v praktično vseh življenjskih obdobjih. V razpravi se mi bodo pridružili predstavniki Mekosa, Anja Fortuna, predsednica Mladinskega sveta Slovenije, Klemen Peran, predsednik Študentske organizacije Slovenije in pa Janez Sušnik, predsednik Zveze društev upokojencev Slovenije. Prav tako pa se nam pridružujeta tudi predstavnika Ministrstva za okolje in prostor iz sektorja za stanovanja, magister Matija Polajner in pa Alen Črv. Na začetku bi samo prosila, mislim, da smo zdaj že vsi, ampak samo, da so mikrofoni ugasnjeni, zato da se bo govorce dobro slišalo. Poleg tega, glede na to, da imamo tudi v Zoomu kar nekaj gostov, kot tudi na Facebooku na live streamu, da če imate kakršnokoli vprašanje, jih lahko tekom razprave nalimate od spodaj v možnost četa, drugače bomo podprli na koncu tudi prostor za razpravo. Zdaj, če kar začnemo, glede na to, da smo v bistvu sedaj v tem pokoronskem času, ko se stvari končno začenjajo normalizirati in se prilagajamo na novo realnost, bi mogoče začela z vprašanja, ki se tiče vašega pogleda na stanovanjsko stanje, ki se je vzpostavilo tekom koronavirusa. Študenti vemo, da so se morali seliti iz študentskih domov, veliko mladih se je soočilo s problemom, da zaradi izpada študentskega dela in pa seveda tudi drugih zaposlitev niso mogli plačati stanovanj. Po drugi strani pa so domovi za starejše postali neke vrste karantene in pa ravno središča širjenja virusa. Kaj lahko torej v naslednjih mesecih pričakujemo? Kako se bo stanje normaliziralo? Kakšne posledice bo kriza pustila na stanovanjski in na vse zadnje tudi ekonomski in pa socialni položaj študentov, mladih in pa seveda tudi upokojencev? Pa bi najprej dala besedo kar organizacijam oziroma predstavnikom, potem pa bi za refleksijo tudi prosila predstavnika MOP-a. Lahko kar jaz začnem, da bom potem še fantoma pustila to možnost govorjenja. Ja, en lep pozdrav v imenu Mladinskega sveta Slovenije. Že to, da imamo tako lepo število udeležencev, kaže na to, da ta korona ni spremenila pomembnosti stanovanjske problematike, ampak je mogoče celo še okrepila. Z vidika mladih je seveda tisto področje študentov, ki bo kasneje Klemen predstavil, je pa z vidika tistih mladih, ki so že na trgu dela oziroma nekako vstopajo v trg dela, bil največji izziv ta, da so imeli precej velike težave z vidika zagotavljanja sredstev za to, da so si plačevali najemnine. Težava je bila tudi ta, da se je v tem obdobju zelo težko prišlo do teh nekih najemodajalcev, ker ni prišlo do ogledov, in tisti mladi, ki so v tem obdobju iskali stanovanje, tudi kljub temu, da se je trg nekoliko sprostil, naleteli na precejšnjo število izzivov. En velik izziv, ki smo ga mi zasledili, pa je bil ta, da so v bistvu tisti mladi, ki so dobili neko možnost za najem, vsi prišli do tega kratkoročnega najema. Torej, veliko najemodajalcev, ki so v obdobju pred korona stanovanje oddajali preko Airbnb-ja in drugih platform, torej so svoje stanovanje namenjali turistom, so zdaj v tem obdobju našli priložnost v mladih iz Slovenije, ki tukaj potrebujejo stanovanje, ampak so vsem stanovanja ponudili za neko kratko obdobje. Torej niso imeli možnosti nekega dolgotrajnega najema, tako da je zdaj to obdobje najbolj prineslo in tudi pokazalo, da je na trgu ogromno stanovanj, ker se je ponudba na nek način zvišala, ampak se je tudi še bolj pokazalo dejstvo, da so ta stanovanja namenjena turistom. Ker pa sedaj turistov ni, so potem iskali priložnosti pri mladih. Ogromno je še drugih izzivov, ki smo jih v bistvu mi naslavljali že pred samim obdobjem koronavirusa, ki ostajajo isti, torej pomanjkanje stanovanj, visoke cene, visoke najemnine, ter pa tudi pomanjkanje teh nekih
možnosti za iskanje drugačnih oblik bivanja, kot so stanovanjske zadruge, kot so gradnja, kot so obnova, tako da težave ostajajo iste. Velik problem pa je tudi dostop do kreditov, ponovno vezano na trg dela in na to, da je ogromno mladih v tem obdobju ostalo brez zaposlitve oziroma so bili postavljeni na čakanje, kar pomeni, da se je njihov mesečni prihodek precej znižal. To za začetek z moje strani. Lahko kar jaz nadaljujem z študentsko populacijo in vse skupaj pozdravim tudi z naše študentske strani. Zdaj na študentski organizaciji Slovenije zagovarjamo to, da mora biti študij dostopen za vse. Ne glede na to, iz katerega socialnega ozadja prihajajo. Kot vemo, so štipendije v Sloveniji dokaj nizke, povprečna znaša manj kot 200 evrov. Po raziskavi Euroštudent pa študenti nekje potrebujemo za preživetje čez mesec okoli 500 evrov. Tako da ta manko nadomešča študentsko delo in ravno tukaj smo imeli študenti največje probleme v času epidemije. Študentskega dela ni bilo toliko, ponudba se je znižala tudi za 90%, obseg dela pa se je recimo v maju znižal skoraj za 60%. Kaj je to pomenilo? Študenti so iz študentskih domov in tudi nekateri iz stanovanj, tisti, ki niso dobili študentskega doma, odšli domov. Tisti, ki pa niso morali iti domov, nekako lahko rečemo, da je ministrstvo jim prisluhnilo in tukaj smo lahko hvaležni nekoliko ministrstvu za izobraževanje, da je študente zelo individualno obravnavalo pri izseljevanju iz študentskih domov. Če je imel recimo kdo doma, koga iz ogrožene skupine, ni rabil zapustiti študentskega doma, po drugi strani pa tisti, ki niso imeli več dohodka iz študentskega dela, niso mogli plačati stanovanja, morda nekateri tudi niso imeli kam za iti. Teh je sicer zelo malo, bi rekel, da nekako manj kot 15% vseh študentov, ampak vseeno se je pa njim zgodila ena zelo težka situacija, ko enostavno niso vedeli, kam naj grejo. Nekateri so našli zatočišče pri prijateljih, pri kakšnih daljnih sorodnikih ali še kaj druge. Je ta kriza na nek način, kot bomo verjetno lahko videli tudi pri upokojencih, pa tudi pri mladih, pa tudi pri študentih, samo poglobila že obstoječe probleme, ki jih imamo. A zdaj lahko že zdus? Seveda. Jaz vas v imenu Zveze društva upokojencev Slovenije lepo pozdravljam in moram povedati, da je ta epidemija prinesla seveda tudi pri nas veliko takih ali drugačnih potez, saj smo tako rekoč bila ta ranljivejša skupina, ker smo starejši in je bila tudi z naše strani, z DUS-ove, tudi navodilo upokojencem, ostanite doma. In res so ostali doma, ne glede na to, da mi preko našega programa Starejši za starejše obiskujemo veliko število naših ljudi, upokojencev, ki rabijo pomoč na svojem domu. Vendar smo to delali preko drugih inštitucij, preko civilne zaščite, Rdečega križa, Karitasa in pa preko občin. Glede stanovanjske politike, seveda, upokojenci so kar v 90% lastnikih lastnih stanovanj. In tukaj ni bilo možno nič narediti, nobenega privabiti k sebi, ker se to dejansko je bilo nedopustno, tako da so živeli v krogu svojih družin, sami doma, prepuščeni, bi rekel, zunanjim vplivom, kot sem prej rekel, da so jih po nekateri lahko tudi obiskovali. Mi smo imeli z njim kontakte po telefonu, po mailu, če kdo to obvladuje, in pa po pametnih telefonih, skratka, veliko tega bo. Ostalo smo prepustili drugimi,
da so z njim tudi poklepetali kakšno uro glede njihove osamljenosti. Glede domov smo rekli, da se danes ne bomo pogovarjali, veliko število, kot veste, 20.000 je kapacitet naših domov, to je drugo področje, za katero danes ne bomo, o katerem danes ne bomo govorili. Je pa jasno, da upokojenci še vedno nismo prišli do tega, da bi zavzeli eno bolj usmerjeno stališče, da je treba nekaterim ustreči za prodajo, ukoliko nimajo svojcev, to večjo stanovanje, da se zmanjšajo stroški in pa določene stvari, da se jih tudi premosti drugam in pa po možnosti, da dočakajo to svojo visoko starost, kakršnokoli že je, doma, seveda, če so zelo dani pogoji. Tako da je glede tega, da je skrb za bivalni standard starejših v Sloveniji prinaša boljši bivalni standard tudi mlajšim generacijam, tako smo mi zapisali v našem memorandumu. In je, bi rekel, se je ta epidemija zgodila žal v domovih tistih, ki niso imeli zadosti preventivnih ukrepov in zaščitnih sredstev, je bila ta epidemija, je bil virus prenešen, tega so se tudi zavedali in so tudi kasneje reševali. Seveda različni komentarji, odzivi na delo v domovih ni današnja tema, je pa dovolj to, da je Računsko sodišče ugotovilo, da je skrb Republike Slovenije za starejše premajhno in da je treba dvig te kulture bontona do starejših ljudi dejansko ta nivo zvišati z določenimi ukrepi. In tako tudi z DUS-u pripravljamo, bi rekel, eno strategijo, ki bo kmalu išla, kako se je treba obnašati do tistih, ki grejo v penzion, in do tistih, ki dosegajo visoko starost, da bila zadeva lajše obvladljiva in kasnejše, če boste hoteli, tudi lahko še kaj več povem. Hvala. Toliko za uvod. Ja, pozdravljeni še v imenu Ministrstva za okolje in prostor. Tudi za nas je bilo to eno posebno obdobje. Smo danes na jutro bili prisiljeni, da smo začeli delati od doma, kar je prinašalo nove izzive. Da se navežem pa na področja, ki ste jih omenjali, to se pravi, da gremo kar neposredno na stanovanjsko problematiko, je pa dejstvo, oziroma temu dejstvu si ne moramo zatiskati oči, da dejansko se kriza, ki prihaja ali pa je posledica te epidemije, pozna že v tem, da se je dejansko proračun oziroma financiranje iz proračuna, kakor veste, ustavilo. Skratka, proračun države bo deležen rebalansa in z začetkom epidemije je bilo vse financiranje strani države razen tistih nujnih stvari ustavljeno, tako da so tudi vsi ukrepi, ki so bili stvar debate in tako dalje, trenutno rahlo na stranskem tiru glede na to interventno zakonodajo, ki je država sprejemala za blažitev ukrepov, za blažitev posledic te epidemije. Tako da to ne pomeni, da na ministrstvu ne delamo, ne iščemo rešitev, ampak žal so to pač take nepredvidljive stvari, ko preprosto so prioritete države trenutno na ravni tega, da se najprej te protikoronski paketi izpeljajo in seveda potem naprej začne delati tudi na drugi zakonodaji, na kateri se je že delali. Mogoče še moj kolega tukaj kakšno stvar ali pa vtis iz lastno opažanje iz te epidemije. Lahko Matija dopolnim o tem, da je ta izolacija, ki je kot posledica epidemije nastopila pod geslom ostani doma, še bolj osvetlila to oteženo dostopnost do primernih stanovanj, s katerimi se v Sloveniji soočamo in ki se jo na ministrstvu sigurno zavedamo. In absolutno potrebujemo nek vzdržen sistem zagotavljanja dostopnih stanovanj in krepitev fonda javnih najemnih stanovanj, pri katerih ne prihaja do malverzacij, kakšne je kolegica prej opisovala, ko je bil
onemogočen dostop do kratkoročnega oddajanja stanovanj preko spletnih platform, pa je prišla alternativa v obliki oddajanja tega tako študentom kot drugim iskalcem stanovanj po izjemno kratkih rokih. Tukaj mogoče celo treba izpostaviti, da oddajanje stanovanja v najem po stanovanjskem zakonu je od 3 mesecev dalje, vse kar je krajše, niti ni pogodba skladna s tem zakonom. Poleg tega, da bomo vendarle malo bolj optimistično nastavili, je potrebno izpostaviti, da Republiški sklad trenutno izvaja projekte za zagotovitev dodatnih 1800 stanovanj, tako so tudi nadaljnji projekti v fazi načrtovanja, tako da vsekakor se ministrstvo problematike zaveda in tudi v tej luči pripravlja spremembe obstoječe stanovanjske zakonodaje, ki bodo ta vzdržen sistem zagotavljanja stanovanj vzpostavile. Omenjen je bil tudi primanjkljaj postelj v študentskih domovih, kot vemo, za to tematiko naše ministrstvo ni pristojno, se pa zavedamo, da se problem potem preliva v iskanje namestitev preko tržnega najema. In mogoče za konec še odgovor na opažanje glede stanja upokojencev, za katere je bilo pravilno naslovljeno, da so lastniki nekje v 90% lastniki lastnih namestitev, ki pa so v nekaterih primerih tudi predimenzionirana, pomenijo prevelik strošek in s čimer so se morda v tej situaciji izolacije, ko nekateri starejši niso imeli možnosti obiskov, pomoči na domu, še toliko bolj pokazalo, da je potrebno svojo nastanitev, svoje bivanje, svoj dom tudi nekako fleksibilno prilagajati situaciji oziroma dimenziji življenja. V tem okviru ne samo, da bi spodbujali prodajanje svojih nepremičnin, za katere vemo, da je velik korak. V tej luči ministrstvo pripravlja tudi mehkejši ukrep javne najemniške službe, ki omogoča, da se stanovanje odda samo v najem, v varen najem instituciji, ki zagotavlja redno mesečno rento, v okviru katere si starejši lahko tudi zagotovijo drugačne oblike oskrbe, pa se pri tem ne odpovejo svoje lastnine, mogoče samo za nekaj vsebinskih izhodišč nadaljnji razpravi zaenkrat. Če bi jaz dodal še eno opažanje, pa pozitivno, skratka, mi se zavedamo, da v večstanovanjskih stavbah etažni lastniki včasih ne znajo sodelovati med sabo, pa se ne znajo pogovarjati. Mislim, da je ta kriza pokazala en aspekt, da takrat, ko je pa treba, pa večina skupnosti etažnih lastnikov zna skupaj stopati. In v primeru tega razkuževanja se je pokazalo, da so etažni lastniki znali stopati skupaj in se organizirati, da so to razkuževanje izvajali sami. Skratka, in da so, mi smo dobivali nešteto potem takih odzivov, ko so ljudje limali listke na oglasne deske, pa so prosili starejše v blokih, ne, povejte, če rabite karkoli iz trgovine, tukaj je moja številka, sem vaš sosed, sicer se ne poznava, ne, ampak če boste kaj rabili, tukaj je moja telefonska številka in vam lahko prinesem iz trgovine. Tako da en vidik tega, da so ljudje ugotovili, da živijo skupaj v isti stavbi in da znajo stopati skupaj, ko je težko, se je pa pokazal kot dober in upamo, ali pa si želimo, da bi ta vidik znali uporabiti tudi takrat, ko se odločajo o kakšni drugi stvari v stavbah, ko lahko govorimo o izboljšavah, o vgradnji dvigal, o funkcionalni prenovi stanovanj in tako dalje, ampak začne se pa na teh majhnih stvareh, ki so pa v večini bile zelo pozitivne v okviru te krize. Lahko? Okay. Hvala vsem za ta prvi krog razprave. Kot lahko vidimo na strani mladih, predvsem pa starejših, so v bistvu situacije, s katerimi smo se soočali na področju bivanjske problematike, resne, žal pa so v bistvu, lahko rečemo, samo kapljica v morju nekih problemov, ki že obstajajo, oziroma so te probleme zdaj v tem času tudi še bolj poudarili. Zdaj bi nadaljevala kar mogoče na študentsko organizacijo. Klemen, na šolstvu že nekaj časa opozarjate na hudo pomanjkanje študentskih domov in pa študentskih postelj. S trenutno krizo so se prav tako pokazale nekatere pomanjkljivosti v trenutni ureditvi študentskih prebivališč.
Hkrati pa je kriza tudi pokazala, da trg ne more urejati bivanjske situacije študentov v celoti, ter da je v bistvu gradnja študentskih domov res nujno potrebna. Kaj so torej neke glavne zahteve ŠOS-a na tem področju in kaj bi lahko nadaljevanje trenutnega stanja in pomanjkanja bivalnih enot prineslo za študente v prihodnosti? Ja, problemi s študentskimi domovi segajo v leto 1968. Takrat, ko smo imeli tiste velike študentske proteste, so bili glavni problemi študentski domovi, ki so jih želeli dati v turistične namene in so študenti, to je bil povod za takratne proteste. Tako da lahko rečemo, da je že 50 let tako ali pa drugače so študentski domovi oziroma pomanjkanje postelj v njih problem. To ni nov problem. In tudi ta vlada ni odgovorna za ta problem, ampak se ta problem ne rešuje že nekaj let. Če želimo, da študij ne postane privilegij bogatih, moramo povečati kapacitete v študentskih domovih. Tako za primerjavo v Ljubljani, v študentskih domovih Ljubljana, recimo imajo 7000 postelj, študentov v Ljubljani je pa 40 000. Na Obali imajo manj kot 500 postelj v študentskih domovih, študentov na Obali je pa dobrih 5000. Kaj to pomeni? Tisti socialno ogroženi, ki nimajo premožnih staršev, jim je študentski dom neka zasilna rešitev, zaradi tega, ker je nastanitev v študentskem domu vseeno dovolj ugodna, da se jo lahko privoščijo. Če ne dobijo študentskega doma, pomeni, da morajo iskati nastanitev na trgu, kjer je pa predraga. In marsikdo se zato odloči, da ali opusti študij ali sploh ne gre študirati. Tako da upamo, da bo se z to vlado začela gradnja študentskih domov. Nekako, kako berem, 15 let se že ni zgradilo domova za starejše, podobno tudi študentskih domov, se vse toliko časa že ni na novo gradilo. Tako da je to v bistvu glavna rešitev, kako omogočiti bivanje študentom. Se pa seveda potem pojavlja vprašanje, če se bo naredil še večji nadzor nad oddajanjem stanovanj v turistične namene, bo verjetno tukaj na trgu najemniških stanovanj nekoliko večja ponudba. Če se bo zgradilo več stanovanj za mlade, bo še lažje študentom morda dobiti kako stanovanje na trgu. Kot rečeno, ni problem za študente, ki imajo premožne starše in jim študij lahko omogočijo. Problem je za študente, ki nimajo denarja in ki enostavno niso dovolj premožni, da bi si lahko plačali nastanitev v Ljubljani ali na Obali. Vam povem, da nekje v Ljubljani garsonjere dosegajo cene tudi tam 500 € ali več na mesec. To je pa absolutno preveč. Najlepša hvala. Torej, naslednje vprašanje za MSS. Ponavadi, ko govorimo o stanovanjski problematiki, tudi v bistvu v predhodnem vprašanju, govorimo o prihodu študentov in pa mladih v univerzitetna, v večja mesta, govorimo o prenaseljenosti prestolnic, pomanjkanju stanovanj, selitvi zaradi študija in pa iskanja zaposlitve. Vendar pa je pomembno, da izpostavimo tudi vidik mladih iz podeželja. Na tem mestu bi vprašala Anjo, ki preko MSS zastopa tudi organizacije, kot so Podeželska mladina. Kakšen je vaš vidik na stanovanjsko problematiko mladih na podeželju in kakšna je vloga države in pa lokalne skupnosti pri reševanju slednje? Hvala, Lucija. Ja, veliko se pogovarjamo o stanovanjski problematiki v mestih, ki je največja, ker je pritisk na mesta največji tudi zaradi tega, ker mladi iz podeželja zaradi študija in pa potem zaradi služb in nekako razvoja njihovega življenja prihajajo v mesta. Ampak je stanovanjska problematika prisotna tudi na podeželju. Veliko se govori o tem, da so prazne hiše na podeželju, da so objekti, ki se jih da uporabiti, vendar je pač strošek za nekega mladega človeka, ki pač vstopa na ta nekakovosten trg dela, izjemno velik. Problem je tudi to, da je infrastruktura na podeželju izjemno slaba z vidika dostopnosti, torej z vidika javnega transporta in tako naprej. Vloga države in pa občine je tukaj precej velika, zaradi tega, ker lahko ogromno naredi, da se tistim mladim, ki živijo živeti na podeželju, ki se želijo tam razvijati, ustvariti svoj dom, nekako pomaga, seveda tudi v neke vrste z finančnega vidika, ampak predvsem z vidika olajšanja
te možnosti dostopa do čist gradbenih dovoljenj, do tega, da si lahko mladi zgradijo svoj prostor, do tega, da si lahko mladi obnovijo neko hišo, ki jo ali podedujejo ali odkupijo, oziroma pridejo do nje na nek drug način. Tudi ogromno možnosti za to, da se mogoče te stanovanjske zadruge, kot so planirani za mesta, preselijo tudi na podeželju, če so tam objekti. Vsekakor pa ni za zanemariti dejstva, da gre bivanjska problematika z roko v roki z čist vidik dostopnosti infrastrukture, z omogočanje možnosti do služb, do vrtcev, šol in tako naprej. Ker se je že zgodilo, da se je zgradila neka večstanovanjska hiša v nekem kraju, ki nima primernih služb, ki nima neke dobre prometne povezave, ki nima niti dobro urejenega javnega prevoza, da mladi tam niso želeli živeti, ker niso imeli možnosti za kakovostno razvijanje svojega življenja. Tako da ja, tukaj je vloga predvsem občina velika. Poznamo ogromno primerov različnih slovenskih občin. Problem je ta, da v bistvu občine, če si želijo oziroma če imajo možnosti za to, dokaj samoiniciativno najdejo razne ukrepe. So občine, ki subvencionirajo gradnjo oziroma pomagajo mladim dostopati do kreditov, omogočajo lažji dostop do nekega gradbenega dovoljenja oziroma večjo podporo strani upravne enote in tako naprej. Tako da vidimo tako v primeru slovenskih občin kot tujih občin, da se da če občina želi obdržati mlade in jih nekako spodbujati pri tem, da se ustvarijo bivanjski prostor v njihovi občini, da je teh možnosti veliko. Vsekakor pa je odvisno tudi, čisto kakšna so neka direktiva države, tako da ima tudi država tukaj izjemno veliko priložnosti za to, da pomaga tako mladim, kot pa občinam, da nekako oblikujejo boljše pogoje za to, da si mladi na podeželju ustvarijo svoj dom. Hvala, Anja, še za to perspektivo, ki je ponovadi na področju stanovanjske problematike ne ravno obravnavamo. Zdaj dotaknili smo se študentskih domov pri študentih, mladih na podeželju, pa da gremo še malo na starejše, na ZDUS. ZDUS se je za svoje člane začel ukvarjati s pobudo za negovalne domove. Tako da, gospod Sušnik, lahko kaj poveste na splošno, kaj so glavni problemi starejših na področju stanovanjske problematike in pa kaj vse zajema vaša pobuda za negovalne domove? Ja, poglejte, akcijski načrt strategije dolgožive družbe v oblikovanju okolja za aktivno staranje predvideva prilagoditve bivalnega prostora. Posebno to pomeni pri urbanih naseljih, ko so bile ta stanovanja za mlade zgrajena pred 50 leti, da je to zdaj v osnovi, da je treba, kar je danes že rečeno, stvar dograditi ali z dvigali, z dostopi ali podobnimi zadevami. Medtem na podeželju so pa tam ali so lastniki hiš ali tudi stanovanj. V tem primeru smo mi nekoč imeli tudi svetovalnico o taki preprodaji, o zamenjavi in podobnih aktivnostih. Danes tega ni. Predlagali smo že Republičnem stanovanjskem skladu in nepremičninskem skladu, da je treba ponovno izpostaviti to povezavo, da se svetuje starejšimi, kaj in kako zmanjšati njihove stroške, da lahko bivajo, poravnavajo svoje obveznosti do tega, in jaz mislim, da bo to s časom mogli priti do izraza, ker drugače starejši ne bojo dolgo izdržali. Kaj ste me vprašala glede domov? Teda, mi se z domovi nismo tako zelo ukvarjali, ker ZDUS zagovarja neko stališče, da je treba starejšim omogočiti, da preživijo svojo življenjsko obdobje doma, če so dani pogoji. Če pa pogojev ni, nobenih, da ostanejo doma, pa so to domovi. Domov je pravzaprav, mi poznamo domove starejših, ki jih v Sloveniji okrog 103 in v nekaterih je tudi ta epidemija povzročila kar nekoliko težav. Seveda se pa nagibamo, da je treba glede na različni položaj zdravstvenega stanja posameznikov
opredeliti se tako, tisti, ki so še vitalni, bi rekel, pri nas v ZDUS-u zelo podpiramo preventivni del, ker stanovanja nima nobene veze, to je razvijanje aktivnosti, telesne in umske, da čim dalj človek ostane v svoji življenjski kondiciji. Potem, ko enkrat ostane doma, je odvisno od svoje družine, naših prostovoljcev in ostalih udeležencev, ko pa enkrat v domu, je pa eno je dom, seveda starejših, drugo je pa negovalni dom. Zdaj, eni so podporniki, da je to negovalna bolnišnica, mi se nagibamo še zmeraj v naši strokovni razpravi, so pa negovalni domovi, kamor bi se, recimo, taki upokojenci, ki niso več sposobni za samostojno upravljati sebe pri svojih opravilih, je pa to, ki bi moglo biti vključno v nadzoru Ministrstva za zdravje, ker le negovanje je posod, negovanje je doma, negovanje je v domovih, vendar kot negovalni dom pa pripada tistim, ki so pravzaprav samostojnega življenja skoraj nemogoče, da ga sprovedejo. Tako da je v bistvu, zdaj, ko so te zadeve pogosto na televiziji, eni se sprenevedajo in govorijo vse mogoče zadeve, ZDUS bo zelo kmalu izdal eno brošurico, kaj misli o starejših, ko gre v penzijo in ko dokonča tisto obdobje, ki ga čaka potem svoje zadnje poglavje. Tako da je to zelo pomembno, kot sem rekel, glede stanovanj se danes pogovarjamo, je pa bistvena razlika med podeželjem, bistvena razlika med urbanimi naselji. In tukaj še ogromno stvari za rešiti in jaz upam, da bo tudi nekaj stanovanj sproščenih, da bomo lažje zadevo premoščali, če se strokovno poglobimo te stvari in priskočimo, razen to, da je v velikih primerih, kadar gre za zamenjavo stanovanj ali prodajo stanovanj, se svojci ponavadi, kljub temu, da včasih ne skrbijo za svoje, takrat zelo bojijo za premoženje. Kaj jih čaka potem, ko bo ta svojc preminul? Glejte, tukaj je ogromno problemov in s temi problemi smo se mi že ukvarjali in tudi se še bomo. Tako da je naš problem ta, da manjka pa nekaterih stvari, manjka seveda in najemnih stanovanj in neprofitnih stanovanj. Skratka, veliko stvari je, jaz mislim, da se država tega zavedati. Mladi ste danes točno izpostavili, kako zadeva gre tukaj glede problematike študentov, dijakov in ostalih mladih, mi starejši pa tudi. Zanimiva pa ta številka, kot sem rekel, da smo pa ogromni lastniki lastnih stanovanj in pa hiš, ki nekateri teh stvari ne morejo več pokriti, posebno pa še takrat, kadar zaidejo v težave, ko potrebujejo dom, pa bi radi bili v domu na račun države, premoženje bi ostalo pa potem svojcem. Seveda tisto pa tudi ne gre, Vse ne gre na račun države. S takimi problemi se mi tudi srečujemo. Hvala. Najlepša hvala še za pogled tudi z vaše strani. Zdaj vprašanje za ministrstvo. Gospod Sušnik je zdaj v bistvu v svojem govoru tudi že omenil akcijski načrt za izvajanje strategije dolgožive družbe. Kaj v bistvu ta načrt predvideva na področju bivalnega standarda starejših in pa kakšne bodo napovedane spremembe na tem področju? Akcijski načrt strategije dolgožive družbe dejansko je usklajen z ukrepi, ki jih predvideva že resolucija o nacionalnem stanovanjskem programu. Tako da ne gre za to, da bi zdaj na novo odkrivali toplo vodo, ker smo že v resoluciji o nacionalnem stanovanjskem programu dejansko naslovili problematiko dveh skupin. To se pravi na eni strani mladih in na drugi strani seveda starejših. In ta akcijski načrt, ki ga omenjate, ima dobo naslednje 2 leti, tako da ukrepi, ki so noter zapisani in so bili potem tudi usklajeni, gredo v smer tega, kaj dejansko je v 2 letih mogoče narediti. Tisto, na čemer ministrstvo trenutno dela, je sprememba prostorske in gradbene zakonodaje, to se pravi, tukaj se dogajajo spremembe, ki naj bi seveda omogočale tudi
lažje rekonstrukcije predvsem v enodružinskih hišah na eni strani, potem imeti razne pilotne projekte, ki so omenjeni tukaj v resoluciji in so v sodelovanju tudi z drugimi ministrstvi, recimo Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve. Potem so pa tukaj noter navedeni tudi projekti, ki jih izvaja kot glavni izvajalec stanovanjske politike Stanovanjski sklad Republike Slovenije. To so projekti, ki so v teku, to se pravi pričakovana izgradnja stanovanjske skupnosti za mlade, ki bo letos končana, gradnja oziroma posodobitev namestitvenih enot za zagotavljanje dnevnih oblik varstva, oskrbovana in namenska najemna stanovanja za upokojence, kar ima čez nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, kakšna izgradnja stanovanjske skupnosti za starejše, sofinanciranje stanovanjskih enot za starejše, gradnja javnih najemnih stanovanj, ki je absolutno prioriteta, ne glede na to, ali gledamo z vidika mladih ali pa starih. Skratka, to so tisti ukrepi, ki jih želi ministrstvo ali pa lahko ministrstvo reče, da jih je sposobno izvesti v naslednjih 2 letih. Skupni imenovalec ali pa glavni imenovalec teh ukrepov je, da v bistvu v naslednjih 2 letih želimo zagotoviti večje število javnih najemnih stanovanj in se ukvarjati z tem, kako aktivirati stanovanjski fond v okviru službe za javne najemniške službe, pa bi mogoče moj kolega tukaj še kakšno stvar dodal v zvezi s tem. No? Ja, če se čisto hitro, da ne porabimo preveč časa, navežem na vse istočnice preteklih sogovornikov. Vsekakor se zavedamo tudi problematike mladih študentov potem, ko zaključijo študij in so kar naenkrat brez vseh bonitet, ki študentom pripadajo, se znajdejo na najemnem trgu, kjer pa vemo, da so predvsem v Ljubljani na Obali najemnine zelo visoke, medtem ko neke redne zaposlitve z visokim dohodkom seveda ti študenti še nimajo. Tukaj bi posebej izpostavil, kar je Matija že omenil, pilotni projekt skupnosti za mlade, ki je Republiški sklad gradi na Gerbičevi ulici v Ljubljani. V okviru tega projekta bo zgrajenih 110 stanovanjskih enot oziroma za 110 upravičencev bo tam prostora in tukaj bo šlo za ugodne namestitve, ki predstavljajo nekako premostitev med namestitvijo v študentskem domu pa potem iskanjem tiste prve prave lastne rešitve stanovanjskega vprašanja. Na drugi strani pa ravno to, kar je bilo na koncu omenjeno pri starejših in pri skrbi za lastnino oziroma za to, kako se bo neko lastno stanovanje, tudi če je to enodružinska hiša ali stanovanje v večstanovanjski stavbi, naprej prenašalo na sorodnike, na potomce. Tukaj se pojavlja težnja starejših, da bi želeli svojo lastnino, za katero so trdo delali, zapustiti svoje potomce, ne želijo je prodati zato, da bi si zagotovili, bom rekel, na pamet bivanje v domu za starejše oziroma skrbovano stanovanje. Tukaj bi še enkrat izpostavil prednosti javne najemniške službe, katero na ministrstvu v okviru sprememb stanovanjske zakonodaje načrtujemo vzpostaviti. Ta bi prevzela vlogo skrbnika oziroma najmodajalca te stanovanjske enote, za katero bi izplačevala redno mesečno rento in krila vse stroške, tako nezasedenosti kot nevzdrževalnosti. Skratka, tukaj bi šlo dejansko za to, da bi lahko kdorkoli ponudil svojo stanovanjsko enoto javni najemniški službi, da bi jo ocenila in koliko bi pa za njo primerna, lahko oddala naprej v podnajem upravičencem do neprofitnih stanovanj, medtem ko bi lastniku zagotavljala na enem mestu redno mesečno rento, ne glede na to, ali je stanovanje naseljeno ali ne, na drugi strani pa jamčila, da bo stanovanjska enota vrnjena po dogovorjenem roku v enakem stanju. Skratka, poleg vse birokracije se prevzame tukaj tudi vsa tveganja. Tako da to zaenkrat. Mogoče samo še dopolnim, videl sem vmes komentarje glede dvigal, pa je prav, da odgovorimo tudi na to vprašanje. Skratka, vgradnja dvigal v finančnem okviru 21-27, to se pravi, govorimo o evropskih sredstvih, ne bo
ni videti, da bi bila lahko sofinancirana, to se pravi, da bi Evropa sofinancirala vgradnjo dvigal v zasebno lastnino. Kaj bo naprej, je težko reči, ampak po zadnjih informacijah, ki jih imamo, pa po vseh poskusih, skratka, ni za pričakovati, da bi bila evropska sredstva na razpolago za kakšne konkretnejše investicije, kjer bi šlo zgolj za vgradnjo dvigal. Absolutno pa je mogoče seveda pridobiti določena sredstva za izvajanje celovitih prenov, ki obsegajo tako energetsko sanacijo stavbe, kot odpravo funkcionalne zastarelosti stavbe, v okviru katere seveda lahko govorimo tudi o vgradnji dvigal. Zgolj, da bi bila pa evropska sredstva namenjena samo za vgradnjo dvigala, pa žal ni videti, da bi bilo to mogoče, vsekakor pa ne v okviru te perspektive 21-27. To so zadnje informacije, ki smo jih pridobili iz naše službe, ki se ukvarja s kohezijo. Kaj bo naprej, pa težko reči. Najlepša hvala za odgovor. Glejte, jaz verjamem, da Evropska unija ne bo kar tako zato, hrvaški mediji so se razpisali, ali so to uspeli ali ne, te informacije nimam, ker včasih časopis in televizija vse prenesejo. Žal hrvaški mediji, Hrvaška s to kampanjo ni uspela. Skratka, financiranje dvigal v zasebni lastnini tudi na Hrvaškem, čeprav so veliko akcij naredili, ni bilo sprejeto kot ukrep, ki bi ga Evropska komisija podprla in ga sofinancirala. Je pa mogoče deloma vgradnjo dvigal smatrati kot upravičen strošek v primeru, da bi šlo za celovito prenovo stavbe, ki seveda poskrbi potem, da taka stavba ima neko življenjsko dobo, ne vem, naslednjih 50 let. Ampak v tem primeru dvigalo samo eden izmed upravičenih stroškov, ki je lahko deloma sofinanciran v okviru celovite prenove stavbe, ki pa zahteva ogromno sredstev, to pa vemo. Glejte, še da bo dokončal svojo misel, ZDUS je že od nekdaj imel neko svetovalnico za bivanje starejših. Mi pravzaprav ponovno aktiviramo možnost, da je to neka javna najemna služba, ki je opolnomočena za delo s starejšimi. Posebno vlogo pa tudi ZDUS lahko prinese, da se mi povežemo s starejšimi, ker razmere dosti dobro poznamo in bi na ta način, seveda, vprašanje so samo neki dodatni stroški in zato bi tudi lahko, bi rekel, stanovanjski skladi, tisti, ki se ukvarjajo s to zadevo, pa še kdo, pristavil, bi rekel, nek del stroškov, da bi mi olajšali delo tistim starejšim, ki nimajo svojih svetovalcev, svojih svojcev, da jim pomagamo zadeve rešiti na ustrezen način. To smo se v ZDUS-u pripravljeni, seveda z dodatnimi nekimi finančnimi, bi rekel, prispevki, da se osredotočimo za delo starejših in vam povem, da bi sigurno čez leta ugotovili, da smo zadeli v polno. Zdaj, moj predlog je resen in k temu se nagibamo, bomo pa videli, ali še kdo tisti na strani Ministrstva za okolje in prostor, kar smo že pravzaprav tudi predlagali, pa še tudi okrog drugih ministrstv, da se do tega projekta tudi pride. Takrat se je pri nas zadeva obnesla in jaz jo mislim, ZDUS jo misli ponovno uživeti, kolikor bo neke dobre volje in bomo za starejše res, bi rekel, dosegli nekaj dobrega, da bojo se počutili varnega in da bojo nekomu zaupali, ker zaupanje je včasih, bi rekel, največji problem, komu kakšno stvar glede zamenjave stanovanj in tako naprej zaupati. To pa mislim, da bi mi lahko za našo pravno službo in z našimi odvetniki, ki jih imamo, lahko prispevali s pomočjo tudi, seveda, stanovanjskih skladov in še kdo z kakšnega ministrstva bi mogel biti prisoten, da se taka stvar naredi. Evo, to je pa ponudba direktna, ki jo ZDUS tudi ponuja, ker dobro poznamo stanovanjske razmere in v urbanih delih Slovenije in na podeželju. Tako da je stvar ni prav enostavna, je zapletena,
da se jo pa rešiti morda celo do 50%, ne vem, mogoče sem preveč rekel, ali pa če bomo rekli 30, pa 30, če ostalih ne, a ne, toliko. Sem mislil preslon tako, da predlagamo svetovalnico za bivanje starejših. To bi bilo z nekimi pooblastili, ki bi jih dobili strani države tudi in pa stanovanjskih skladov in bi ta zadeva sigurno krenila v pravo smer. Najlepša hvala zdaj še za tole malo razprave, da smo že malo sicer krenili s poti, ampak hvala na tudi MOP, da ste že tudi naslovili vprašanje glede dvigal in pa seveda ZDUS-u še za vaše predloge z vaše strani. Zdaj bi dala vmes že besedo, glede na to, da se nam kar veliko vprašanj že pojavlja, bi dala besedo Marku Novaku iz Slovenske nepremičninskega združenja za kratek pomislek, potem pa nadaljujemo še tudi na ostala vprašanja. Ja, pozdravljeni, hvala za besedo. Jaz bom moral hitro iti nekaj minutah, zato sem prosil za prioriteto. Me že kličejo. V glavnem, komentiral bi naslednje. Mi smo na področju nepremičnin veliki praktiki in rekel, projekti, ki se jih lotevamo, moramo pripeljati do konca, ne? Zato, da je potem na koncu plačilo in tako dalje. In zakonodajni okvir je pač osnova, iz katere štartamo. To ni za za nekatere je to končna točka, za nas je pa to začetna točka. In sem si napisal nekaj točk, ki se mi zdi, da bi bilo dobro, da se jih zavedamo. Zdaj, tiste komentarje okoli soglasja, mislim, da vsem dovolj jasno napisal, da je 75% soglasje daleč previsoko in nerealno za večstanovanjske stavbe, ki nimajo, a potrebujejo dvigalo. Torej, prva točka. Javnega denarja ne bo, ker je že zdaj bilo zelo težko do njega priti, po koroni bo še pa dosti težje, ker je preveč za nahraniti. Torej je potrebno računati na zasebni denar. Drugič. Javna najemniška služba in preselitev starejših ljudi iz daleč prevelikih stanovanjskih enot, govorimo o preko 60 000 vdov in vdovcev imamo v Sloveniji, je lahko rešljiva preko javne najemniške službe in z začetnim korakom, to je gradnjo varovanih stanovanj. Torej, da se bi za začetek 100, 200, 300 upokojencev, ki so v prevelikih stanovanjih, preselilo v stanovanja kvadrature 30-40 kvadratov, zapustili pa bi hkrati v javno najemniško službo, dali v dolgoročni najem stanovanje, ki ima 100, 120 ali pa 150 kvadratov. Torej, govorimo o tistih zelo velikih stanovanjih, ki so daleč prevelika, tako materialno kot logistično za nekoga, ki je, rekel, v 75 plus, torej že mogoče gibalno malo omejen. Tretja točka. V tem času, ko smo mi bili nazadnje v parlamentu z Mladinskim svetom Slovenije, sem se pozanimal pri slovenskih pokojninskih skladih. In veste, kaj so mi rekli? Da je tako zakomplicirana in tako stroga zakonodaja na tem področju, da jim je lažje, da plasirajo denar v Nemčijo, Francijo in ZDA v te iste pokojninske, kako bi rekel, upokojenske nastanitvene kapacitete, ker pri slovenskih ne morajo zaradi togega zakonodajnega okvirja priti skozi. Zagotovili so mi, da že znotraj tega okvirja imajo, dobro, malo sem ekstrapoliral zadevo, med 15 in 20 milijoni pripravljenega denarja za to, da bi jih investirali v varovana stanovanja. Na hitro sem si izračunal, da je to 200 do 300 stanovanj, ki ga lahko pokrijemo z viri pokojninskih skladov v Sloveniji. To pomeni 200 do 300 mladih družin bi dobilo dolgoročne in stabilne najeme po nekoliko manj kot tržni ceni, hkrati bi pa 200 do 300 teh vdov in vdovcev, ki si želijo, ki vejo, da je to preveliko breme, bi jih lahko preselili v oskrbovana stanovanja. Zadnja točka. Gospod Črv in ekipa na MOP-u, ki je delala na predlogu stanovanjskega zakona SZ2, je sicer v nekaj stavkih, mislim, da sta bile 2 člena, to javno najemniško službo
se je omenila, ne, ampak daleč od tega, da bi bilo to dovolj. Kot vedno se zaplete seveda pri detajlih in predlagam, da MOP, Slovensko nepremičninsko združenje, ZDUS, Mladinski svet Slovenije in še kdo, da se usedemo pod patronatstvom MOP-a in domislimo ta dva člena, ki morata imeti veliko več parametrov, kot sta jih imela v predlogu SZ2. Tako da jaz sem namreč prepričan, da so upokojenci pa mladi zavezniki v tej zgodbi in je samo potrebno združiti moči in, bi rekel, preigrati različne scenarije in potem dati en izboljšan predlog SZ2, kar se tiče javne najemniške službe. Tako da, evo, jaz sem rekel, da bom kratek, to sem vam želel povedati, žal se moram popravičiti, moram iti, me že čakajo na drugem sestanku, tako da upam, da bom dobil en zapisnik. Smo pa kadarkoli na voljo na Slovenskem nepremičninskem združenju, da poskušamo te korake operacionalizirati, ker mislimo, da je tu velik potencial, ki ne stane veliko. Mi lahko dvigala zvozimo v Sloveniji, kot sem napisal, imamo domače slovenske proizvajalce, hkrati pa investicija v dvigalo ni tako strašna. Govorimo o približno 30.000 evrih in to tudi zvozimo brez subvencije Evropske unije, ki v 2021-2027 pač za to vrstne zadeve ne bo dala nič. Glavnem, dosegljivo je, ampak če bomo sedeli na 75% soglasju, to ne bo dovolj. Hvala Bogu, pa da smo skupaj z ZDUS in še marsikom znižali to soglasje za dvigala iz 100% zdaj v prvem koraku na 75%. Ampak kot ste videli, ni mogoče dobiti 75% soglasja pri stavbah višine 5+3, ker bojo oni v prekliču vedno proti. In teoretično ne gre skozi. In le-ti so obsojeni na to, da bojo imeli še 50 let brez dvigal. Hvala lepa, evo jaz se opravičujem in poslavljam. Hvala. Najlepša hvala za tole vašo intervencijo vmes in za povedano. Bi pa kar glede na to, da nam zmanjkuje časa, bi kar začela v bistvu naslavljati tudi vprašanja ostala iz pogovora. Med drugim se večkrat pojavlja vprašanje za MOP in sicer v bistvu se že nekaj časa govori o novi stanovanjski zakonodaji, za katero upamo, da bo predvidevala tudi rešitve na področju stanovanjske politike za mlade in pa starejše. Vprašanje je v bistvu vprašanje, kdaj se nam v bistvu opeta nova zakonodaja na področju stanovanjske politike in kakšne rešitve predvideva za mlade in pa starejše. Poleg tega pa tudi glede na to, da imam tukaj predstavnike študentske organizacije, bodo tudi študenti vključeni v nov stanovanjski zakon ter jim bo tako na ta način dosegljiv tudi stanovanjski dodatek. Ja, saj to je temeljno vprašanje za kakršnokoli nadaljnjo debato. Kakor vemo, je bil osnutek, ne predlog, tukaj samo replika na Marka Novaka, osnutek stanovanjskega zakona je bil med oktobrom in novembrom 2019 v javni obravnavi, nato pa je ministrstvo v januarju in februarju 2020 izvedlo še, mislim, da 11 delovnih posvetov s ključnimi deležniki stanovanjske politike, med drugim tudi vsemi organizacijami, ki danes sodelujejo v tej razpravi, kjer smo ta osnutek, si dovolim reči, kar kvalitetno nadgradili, dopolnili v vseh tistih točkah, kjer je bil dejansko še nedorečen in prišli do gradiva, ki bi bilo, ukolikor ne bi prišlo do padca prejšnje vlade, pa kasneje še korona krize, mislim, da lahko tudi že nekje v tem času zdaj v državnem zboru obravnavi, ampak vedno so stvari, na katere imamo vpliv in druge, na katere ga nimamo. Zdaj, samo stanje s sprejemanjem nove stanovanjske zakonodaje je takšno, da se je novo vodstvo ministrstva seznanilo z vsemi predvidenimi spremembami, ki jih je predlog novega stanovanjskega zakona predvideval in še vedno je v diskusiji ta pot, ki jo bo ministrstvo ubralo v nadaljnjih korakih, vsekakor pa do spremembe stanovanjske zakonodaje bo prišlo, ravno zato, ker je nujno potrebno zagotoviti vzdržno delovanje stanovanjskih skladov, zagotavljanje zadostnega števila neprofitnih stanovanj in vse ostale spremembe, ki so jih tako na področju upravljanja kot na področju nekje zagotavljanja dostopnosti stanovanj
predvidevali v tem osnutku novega zakona. Je pa možno, da bo najprej prišlo do novelacije obstoječega zakona, kajti smatramo, da je nekaj teh sprememb tako nujnih, da jih je potrebno sprejeti čim hitreje, da lahko čim hitreje pokrenemo projekte novih investicij in pa hkrati samega delovanja stanovanjskih skladov. Vemo, mogoče bo še kolegica Ineškovič kasneje me dopolnila, da so nekateri stanovanjski skladi v tako slabem položaju, da morajo dejansko lastna stanovanja odprodajati, da si zagotovijo svoje delovanje. Skratka, tukaj bo potrebno nekaj sprememb sprejeti čim hitreje, na tem ministrstvo aktivno dela in ukolikor bo to sprejeto v obliki novele obstoječega zakona, se bo k sistemski spremembi in pripravi novega stanovanjskega zakona pristopilo v drugem koraku. Toliko lahko zaenkrat povem, več nažalost od najne strani konkretno še ne moremo, si pa prizadevamo, da bi bila javna obravnava te novele čim prej izdana v javnost. Najlepša hvala. In pa še eno vprašanje, očitno so vsa v chatu vprašanja namenjena za ministrstvo, seveda. Katja Martinčič sprašuje glede javno-najemne službe, še eno vprašanje. Mehanizem za izvajanje tega je kar kompleksen. Občine nimajo kadrov oziroma financ zanje, poleg tega je občin ogromno. Kako se bo ta ukrep sploh izvajal, ali bo urejena podpora iz MOP-a oziroma iz sklada? Občine se bojijo, da bo to dodatno breme na njihovih ramenih. Tako da še za to komentar oziroma odgovor. Ja, hvala še za to priložnost, da dodatno pojasnimo. Bom izhajal kar iz tega, kar je bilo pripravljeno v okviru predloga novega stanovanjskega zakona in za kar smo v pogovoru z novim vodstvom tudi soglašali, da je rešitev dobra in da jo peljemo dalje. Gre za to, da bi delovanje javne najemniške službe ne bi predstavljalo dodatne obremenitve za občine direktno, pač pa bi to službo kot nosilec izvajal republiški stanovanjski sklad. Po potrebi in v primeru, da bi bil obseg stanovanj previsok za republiški sklad, pa bi v delovanju vključeval tudi področne občinske in medobčinske stanovanjske sklade, ki neko lokalno področje najbolje poznajo in bi se lahko v določenih nalogah vključevali v delovanje te službe. Medtem ko ves ta birokratski del in del, ki zahteva dodatne kadre, dodatna sredstva, pa bi tukaj šel preko republiškega sklada in seveda z določenim sofinanciranjem strani države. Na mute ste, če hočete dati repliko. Halo? A se lahko vključim v razpravo? Smo vas prej slišali, če hoče še kaj dodati. A lahko nadaljujem? Poglejte, jaz bi se rad vključil v to razpravo. Sem član strokovnega sveta Zveze društev upokojencev, kjer se intenzivno ukvarjamo tudi s temi stanovanjskimi vprašanji. Pri tem bi rad na začetku poudaril, da nam dejansko manjka en dolgoročen načrt stanovanjske gradnje. S temi dvoletnimi načrti lahko samo gasimo. Ne moremo pa priti do neke situacije, ki bo primernejša tako za mlade kot za starejše. Ta javni najemni sklad je dobra misel, dobro razmišljanje, vendarle brez vključitve lokalnih skupnosti ta zadeva ne bo funkcionirala. Lokalne skupnosti je treba vključiti tudi v tem smislu, da je na tem nivoju treba najprej pripraviti načrte, saj so tam podatki mnogo bolj znani. Lokalna skupnost je tudi tista, ki ne bi se vključila v pridobivanje ustreznih zemljišč in pa pogojev za stanovanjsko gradnjo. Predvsem pa moramo na nivoju države doseči, da se ponovno vzpostavi večji procent neprofitnih najemnih stanovanj. Mi smo do Jazbinškovega zakona te stanovanja imeli na nivoju, ki je bil višji kot v razviti Evropi.
S tem zakonom smo seveda postali lastniki, nehali smo pa graditi neprofitna javna najemna stanovanja in danes smo v teh vprašanjih, s katerimi se ukvarjamo. Zatorej bi skrajšal svojo razpravo. Moramo na nivoju države pripraviti dolgoročni načrt, kaj sploh želimo, moramo iti v javno gradnjo stanovanjskih površin, kajti s privatnim vključevanjem bo podobno kot privatnih domovih. V tem primeru ne more biti najemnina ekonomska oziroma socialna, kajti privatnik, ki vloži sredstva, nesporno pričakuje, da se mu ta v krajšem času vrne v normalna amortizacijska doba. Šele država ali lokalna skupnost lahko vlaga denar, tega v korist krajanov, državljanov, potem izkorišča v daljšem obdobju. Zadeva pa je tudi potrebna razprave, o kateri danes nismo govorili, to je pa davčna politika na nepremičnine. V tej davčni politiki se pa da določiti, da so tista stanovanja, ki so v koristni rabi lastnikov, normalno, nizko obdavčena, tiste, ki so pa tržna v kakršnikoli obliki, pa morajo biti tudi obdavčena glede načina, kako se na trgu ponujajo. To so stvari, ki nas potem pripeljejo do nekega koristnega odgovora. Hvala za čas. Najlepša hvala. Tako da zdaj glede vprašanj, mislim, da smo kar prišli skozi, glede na to, da so se nekatera vprašanja kar ponavljala. Tako da bi v bistvu, glede na to, da smo zdaj tukaj medgeneracijska koalicija in govorimo o nekaj generacijskem naslavljanju teh problemov, lahko v bistvu končam pogovor tudi na nekoliko bolj medgeneracijski noti. In sicer, gospod Sušnik, so tudi že prej na začetku ste omenili, da sploh v Sloveniji večina starejših živi sama, v Sloveniji ta številka skoraj 90%, da upokojenci živijo v svojih lastniških stanovanjih, ki so za mnoga prevelika, neprilagojena in pa seveda tudi mobilno neprijazna. Po drugi strani pa imamo tu študente, ki lahko, kot vidimo, smo brez stanovanj, brez študentskih domov in v bistvu nimamo kam iti. Kako vidite, v bistvu, da bi lahko mogoče tukaj vzpostavili neko medgeneracijsko simbiozo, torej sobivanje mladih in starejših, oziroma kakšne so vaše želje in pa mogoče vizije na tem področju? Gospod, na mute ste. Mikrofon. Zdaj me slišite? Zdaj pa slišimo, ja. Slišite? Glejte, jaz mislim, da je v mnogoterih primerih ta zadeva možna, ker sigurno, da starejši bi tudi sprejeli mlajše kot študente pod svoje okrilje, sam nekdo mora nad tem problemom ždeti in delati. Mi danes ne vodimo nobene posebne evidence, mi že evidenco imamo, kdo kje živi pa kako dela, vendar se tega še nismo lotili. In bi bilo treba, jaz zato, se je prej že sam gospod iz nepremičninskega dela omenil neko tako zadevo, kar je poslediče pa medgeneracijskega sožitja, bilo pa še kako primerno, da bi tudi ta mladi študentje, ki prihajajo v hišo starejših, tudi nekoliko poskrbeli za njih in bi tudi najem takega stanovanja za študenta mnogo cenejša, če bi nekatere stvari upravil brezplačno in omogočil starejšemu človeku to, bi rekel, v tem obdobju kakšno fizično pomoč in pa tudi družbo. Starejši rabijo pogovor in družbo. Kljub temu, da študenti imate študirati, ampak zmeraj se bo lahko najdel cajt za prijazno besedo in to bi zelo pozdravili. Nekdo se mora tega lotiti. Mi smo za to pripravljeni, mora biti pa še nasprotna stran, tako da, gledajte, čaka nas veliko dela. Bomo še strnili glavo skupaj in poštudirali, na kakšen način se tega lotimo.
Najlepša hvala. Zdaj pa, preden gremo še potem na zadnjo rundo nekih zaključkov, smo dobili še vprašanje tudi na Facebooku, in sicer, kakšen je vaš pogled na gospodinjske skupnosti za starejše? Pa mogoče tudi ste glih Sušnik vi najbolj primerni, da odgovorite na to vprašanje. Ja, veste, pri nas smo se ukvarjali čas tudi z sobivanjem, ne. To sobivanje je seveda možno. V zelo redkih primerih sobivanje tudi uspe. Ker dobro veste, jaz sem se lotil pa povedal po domače, da seveda dve gospodini po istem šporgetu je zelo težko zdržati, ne? Tako da je sobivanje z izredno tenkočutnostjo, z dobrim namenom, spoštovanja in tako naprej, je to sobivanje možno. To sobivanje se v glavnem odraža na podeželskih, na kmetijah in podobno. Tam je sila taka in primeri so taki, da je to potrebno imeti. Je pa to zaželjeno. Še kako je zaželjeno, da se mlada in stara družina v isti hiši, v istih stanovanjih dejansko to sobivanje lota in da živijo res z roko v roki, z izrednim spoštovanjem in spoštovanjem do starejših in do mlajših. Glejte, to je zadeva teoretično še kako dobra, v praksi pa treba veliko postoriti, da to res. To je odvisno samo od ljudi, tistih, ki se tega lotijo. Hvala za odgovor. Torej imamo na tem medgeneracijskem področju še kar nekaj stvari za narediti in za izboljšati, bi lahko rekli. Zdaj pa, ker se v bistvu bliža čas, ko zaključimo naš pogovor, študenti moramo še na faks izpite odpisati, bi pa kar odprla zdaj še zadnjo rundo debate, in sicer bi prosila vse naše govorce, če bi lahko v bistvu nekako strnili svoje misli, strnili, kaj si želimo v prihodnosti videti, kakšne rešitve, tako da naredimo en lep zaključek našega pogovora, mogoče nekoliko bolj na pozitivni noti, kot pa problematike, ki smo jih obravnavali. Ja, lahko jaz začnem. Bivalni standard starejših in tudi mlajših naj bo v osredju naše brige, da se vsem, ki smo v tej državi ali pa v drugih državah, res omogoči normalno bivanje in omogoči mlajšim s kreditom, starejšim pa tudi s premoščanjem določenih stvari, kot sem rekel, o zamenjavi in pa drugačnih oblikah življenja, da se to zdaj zadeve rešijo v nekem soglasju in to je seveda, kot sem že prej omenil, treba je na tem močno delati in tega se v ZDUS-u ne bojimo, kljub zavedanju, da so zadeve niso tako enostavne. Jaz bi prav lepo pozdravila vse tudi ne vem, zakaj a se slišimo? Slišimo. Jaz bi, ne glede, da očitno se ne morem pojaviti, prav lepo se pozdravila, z Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana prihajam. In sicer pravzaprav k temu vsemu, kar je bilo povedano, dodati kaj veliko nimam. V Mestni občini Ljubljana se zavedamo velikih potreb. Smo eden izmed stanovanjskih skladov v državi, ki zaenkrat stanovanj še ne prodajamo, tako kot je bilo pojasnjeno že oziroma omenjeno strani Ministrstva za okolje in prostor. Imamo pa srečo, da Mestna občina Ljubljana toliko sredstev nameni, da lahko delamo pač v razmerah, kot so. Vse skozi se vključujemo v pripravo zakonodaje nove in predlagamo rešitve v tem smislu, da je treba manjko v državi, v Mestni občini Ljubljana je ta preko 4000 najemnih stanovanj, vsaj 4000 stanovanjskih enot bi rabili, kar pomeni nova zakonodaja več sredstev v te namene, se pravi vsaj omogočiti zadolževanje večje javnim stanovanjskim skladom za zagotavljanje neprofitnih najemnih stanovanj, pač prejeti na stroškovno najemnino, povečati v tem smislu tudi subvencije najemnin
in pa, kar je bistveno, trajen sistemski vir je potrebno zagotoviti na ravni države. V Mestni občini Ljubljana skrbimo poleg vseh občanov tudi s posebno skrbnostjo tako za starejše kot tudi za mlade. Tisti, ki poznate naše delo, pa mislim, da kar večino prisotnih, kolikor vas vidim tukaj, veste, da to drži. Zdaj, če samo na kratko rečem, tako starejši kot mladi, možnost kandidiranja na neprofitnih razpisih, vsake 2 leti jih zdaj imamo. Starejšim poleg tega tudi posebne javne razpise za namenska najemna, to je oskrbovana stanovanja. Trenutno je odprt 5. javni razpis. Potem rentni odkupi, ugotavljamo in tudi jaz moram potrditi, da je največji problem ta, da starejši ne želijo prepustiti lastnine v strahu, češ kako bodo pa za mano dedovali. Zato tukaj kaj veliko povpraševanja ni. Smo pa začeli razvijati novost, in sicer v okviru projekta Litijska Tesarska bomo imeli tudi kot pilotni projekt bivalno skupnost za starejše. Kar se tiče pa mladih, namenska najemna stanovanja za mlade imamo. Veste, da smo nekako uspeli razviti v sodelovanju z ministrstvom in z Mladinskim svetom Slovenije in z ostalimi deležniki na tem področju, da smo oblikovali pravilnik in tudi prvi razpis že izvedli, razpisali 30 stanovanj, po 10 za mlade posameznike, za mlade pare in mlade družine. Smo v zaključni fazi z dodeljevanjem teh stanovanj in pripravljamo drugi odprti javni razpis, ki bo objavljen predvidoma v septembru, v naslednjem letu pa neprofitni razpis. Problem je manko javnih najemnih stanovanj in to vse skozi poudarjamo, vse skozi apeliramo, da na tem področju je pač potrebno nekaj narediti, ker vidimo, da se nam tudi zelo povečujejo potrebe po bivalnih enotah, skratka javnih najemnih stanovanjskih enot je premalo in res je, dejstvo je, da že od leta 1991 nekega sistemskega vira na tem področju ni, takrat smo stanovanje javno razprodali, zdaj je pa tukaj velik problem, ampak v sodelovanju z različnimi deležniki in na javnem stanovanjskem skladu Mestne občine Ljubljana se trudimo za sodelovanje tako na državni kot na lokalni ravni. Mi vseeno vidimo eno svetlo točko na koncu tunela, da pa bi se že zadeve mogle spreminjati in obračati tudi na v pozitivno smer, predvsem z novim stanovanjskim zakonom SZ2 in s to javno najemniško službo in skratka sprejemom vseh teh ukrepov, ki jih nekako vsi poznamo in zasledujemo. Tako da, hvala. Hvala vam. Najlepša hvala tudi še za vaš dodatek. Zdaj pa kar mogoče nadaljevala še z MSS-jem in pa ŠOVS-om in pa potem, da damo še tudi zadnjo besedo še ministrstvu. Ja, jaz, kar bi za konec rekla, je to, da je pomembno, da vsi imamo neko kakovostno bivanje. Kar pomeni, da ko rešujemo stanovanjsko problematiko oziroma ko rešujemo bivanjsko problematiko, moramo pomisliti tudi na to, da ne želijo vsi živeti v enakih oblikih bivanja. Torej tisti, ki želijo v najem ali v odkup stanovanja, izgradnjo stanovanja, tisti, ki želijo stanovanjske zadruge ali neke druge oblike bivanja, da se to omogoči. Torej, da ko se sprejemajo razni ukrepi, ko se ugotavlja, na kak način reševati stanovanjsko problematiko, da se gleda tudi na to, da smo si ljudje med sabo različni, da živimo na različnih področjih, imamo različne načine življenja in tudi različne potrebe in se moramo takrat, ko se rešuje te probleme, usmerjati v to, da se res tako vsestransko rešuje to problematiko in se ne skrbi samo za to, da se pa zdaj bo v naslednjih letih gradila samo stanovanjske zadruge ali pa v naslednjih 5 letih samo usmerjalo v neko področje, ampak da se res poskrbi za to, da je raznolikost na tem trgu in da se ljudje lahko
po svoji vesti, po svojih željah odločajo, na kakšen način bodo bivali. Tako da mislim, da je to res pomembno, no, da damo ljudem svobodo, da se odločijo, kje in na kakšen način želijo živeti. Ja, jaz ne bi kaj dosti več dodal. Želim si predvsem, da se v naslednjih letih Ministrstvo za izobraževanje skupaj z vlado pač odloči graditi nove študentske namestitve. Nekako ocenjujem, da še nekje 3 leta pa bo prišla večja generacija in bo potreba po teh nastanitvah še toliko večja, čeprav je že zdaj visoka. Kot pa smo lahko danes videli, problemi so večplastni, reševati jih je treba celostno za vse generacije in upla. Sem optimističen in si želim, da v naslednjih letih pridemo k dobrim rešitvam. Kot pa že rečeno, stanovanjska, bivanjska problematika ni nova, se vleče že desetletja. Nenazadnje na koncu je najpomembnejše, da najdemo svoje mesto v proračunu. No. Najlepša hvala. Mogoče še na MOP, še po zadnje besede. Ja, mogoče, da zaokrožimo to produktivno debato, ki je tudi prenesla nekaj predlogov, ki smo jih zabeležili in bomo o njih razmislili, ter po potrebi seveda posamezne institucije ali pa tudi vse skupaj, glede na to, da ste se tako lepo povezali, tudi vključili v pripravo naših ukrepov. Vsekakor se na ministrstvu zavedamo, da je primanjkljaj dostopa do primernih stanovanj ena velika težava. Moje osebno mnenje tukaj je celo, da bi lahko ob bok zdravstveni in pokojninski reformi v Sloveniji tudi stanovanjsko reformo uvrstili med tiste najbolj pomembne za neko osnoven standard bivanja, ki si ga socialna država zasluži. Vsekakor pa to, kar je gospa Janžekovič že omenila, tudi mi si zelo želimo, da bi pridobili nek trajen sistemski vir financiranja stanovanjske politike, kjer se na to ne bi soočali s trenutno situacijo, kjer je neka kriza oziroma neka okoliščina, na katero nimamo vpliva, pomenila rebalans proračuna, prerazporeditev sredstev in zato morda tudi omejeno možnost investicij oziroma konstruiranja finančnih programov, ki bi omogočili krepitev fonda javnih najemnih stanovanj. Prav ta so tista, ki bi v največji meri uravnotežila razmere na trgu. Tukaj ne želimo v nekem milnem mehurčku, s kolegom na lastni koži izkušala in še vedno izkušava sam primanjkljaj najemnih stanovanj v Ljubljani in visoke najemnine, ki so posledica tega, tako da si tudi iz srca in na osebni ravni prizadevamo za to, da bi se zadeve rešile. Vsekakor pa, tako kot je gospodična Fortuna omenila, na neki sistemski bazi, nekim trajnostnim, vzdržnim načinom, ki bi dejansko pokrival vse oblike namestitve in bi si lahko vsak posameznik znotraj tega sistema izbral pot, ki bi mu najbolj odgovarjala. Vsekakor pa zato bo potrebna volja tako na državni ravni kot na ravni lokalnih oblasti in na tej točki lahko zagotovim, da aktivno delamo na tem področju. Mogoče bi jaz dodal še eno stvar, ki velja za vse nas, pa tudi za stanovanjsko področje. Na neki točki bo treba narediti tudi premik v glavah. To se pravi, omenjeno je bilo, da smo Slovenci smo narod, ki smo načeloma lastniki svojih stanovanj. Naloga države je, da začne zagotavljati javno najemna stanovanja. Premik v glavah pa v smislu tega, da javno najemno stanovanje ravno tako predstavlja enako varnost bivanja kot pa lastniško stanovanje. Tako da ta premik ni samo za mlade, ta premik dejansko bo treba narediti tudi pri starejši generaciji. To se pravi, da lahko tudi v tretjem življenjskem obdobju varno živiš v javnem najemnem stanovanju, pa to ne predstavlja neke grožnje za bivanje, ampak lahko celo izboljša bivanje, če gre za neko tako stanovanje, ki ti seveda omogoča boljšo funkcionalnost, je bolj primerno, ima dvigalo in tako
dalje. In tukaj res veliko polagamo na to javno najemno službo, ki seveda bi lahko aktivirala fond obstoječih stanovanj, ki za starejšo populacijo niso primerna in ponudila, tako kot je bilo že debata, takemu lastniku neko javno najemno stanovanje, ki bi bilo zanj tako po površini, kot potem, kar potrebuje, bolj primerno. No? Najlepša hvala za zadnje zaključke. Me veseli, da so nekoliko mogoče bolj pozitivni in da imamo vsaj neko bolj optimistično pot v prihodnosti, ker mislim, da se lahko tudi po današnjem pogovoru strinjamo, da je definitivno potrebno na tem področju narediti še ogromno. Upam, da nam bo tukaj medgeneracijsko povezovanje pomagalo. Prav tako sem srečna tudi glede na to, da sem tukaj kot predstavnica dijaške organizacije, da v bistvu da imamo zdaj te pogovore, ker na vse zadnje kljub temu, da so dijaki zaenkrat še zadovoljni in so dijaški domovi v primerjavi s študentskimi izredno dobro urejeni, je definitivno to realnost in svet, v katerega dijaki tudi počasi z letom iz leta stopajo, tako da upamo, da bomo naslednjim generacijam lahko zapustili malo boljše stanje, kot je trenutno v Sloveniji. Na tej točki je tudi čas zdaj toliko, da počasi zaključimo našo okroglo mizo. Najlepša hvala vsem, ki ste sodelovali, tako govorcem, kot tudi gostom v Zoomu in pa seveda na live streamu na Facebooku. Mislim, da smo povedali kar nekaj dobrih, tako negativnih kot tudi pozitivnih strani trenutne problematike in srčno upam, da bomo lahko v prihodnje skupaj, mogoče tudi velja za dijake in študente vključiti še Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, nadaljevali na teh pogovorih in tudi videli neke pozitivne spremembe. Tako da zdaj lahko zaključimo današnji pogovor. Hvala ponovno za udeležbo in uživajte preostanek dneva. Hvala. Hvala. Adijo. Hvala. Adijo.